Ja, jaz sem se odločil pravzaprav za generacijo, ki je ustvarjala, ki je študirala na akademiji sredi 70-ih let. Ne? In pravzaprav prva letnica ustvarjenih skulptur je leto 77. Tako Tršarjeva, čeprav je Dušan Tršar starejši, pripada starejši generaciji, tu je tudi Lujo, tu je že Počivavšek, čeprav je Počivavšek nekoliko kasneje, vsekakor pa Begić in pa Brdar. No, tudi Duba Sambolec se priključi tej grupi, mislim ne kot grupa, ampak kot posameznica, vendar njeno delo ni na razstavi, je pa v študijskem materialu, ki je izšel ob tej priložnosti, v knjigi. Zdaj, generacija, ki je ustvarjala prve izrazite, avtentične, izvirne skulpture leta 77, je tudi generacija ene Mojce Smrdu. Mojce Smrdu me zanima predvsem pri začetnih delih, vendar ima majhne skulpture. Drugi kriterij poleg-generacijskega je bil, da predstavimo skulpture večjih razsežnosti. Se pravi, veliko postavne figure, če gre za figure, gre za neke vrste figuraniko, vendar ne za figuro v klasičnem smislu. Čeprav so nekateri avtorji seveda vezani še na klasično skulpturo, ampak so že moderni, že presegajo to svojo figuralnost. Za vsakega sem se odločil, da ga predstavim zdaj z dvema deloma. Eno sega nazaj v 80. 90. leta, eno pa je tako rekoč najnovejše, še v nastajanju. Žal nisem mogel predstaviti naprimer Brdarjevih kipov, Kvadratura kroga in pa Jakobova lestev, zato ker so 3-metrski, se presegajo ta prostor, kjer so predstavljena ta dela. Nekateri avtorji seveda niso vključeni, ali se niso razvijali, ali so pomenili samo trenutek v določenem obdobju in so jih potem opazili oziroma uvrstili v stalne zbirke, ali pa se v bistvu niso razvili v neko elitno, izjemno kakovostno skulpturalno osebnost. In tu seveda odpade vrsta avtorjev. Recimo tudi ni Jiržija Bezlaja, ki ga osebno cenim, ni marsikoga, ki bi ga nekateri radi videli, ni pa starejših avtorjev, absolutno, ni Draga Tršarja, ni Lenasija, kajti odločil sem se zares, ki označuje zadnjo dobo 20. stoletja, drugo polovico 20. stoletja. Mislim, da sem predstavil vse najbolj značilne, najbolj kakovostne avtorje. Zdaj, tu je še Bratoša z svojimi deli, ki niso nastajali v glini, kajti večina teh avtorjev so še vezani na glino, na bron, naprimer Tršar, Počivavšek, Brdar. So pa seveda avtorji, ki so se izjemno razvili, ki so neprimerljivi, njihova dela niso primerljiva z deli, ki so jih ustvarili pred 20-30 leti. Naprimer, Luje Vodopivec je prav gotovo avtor, ki je ustvarjal neke idealne kipe, ki so tudi seveda neposredni, čutni, telesni, kot je ta Freiburška statua. Pomembna mi je bila pri tem izboru roka, ali kipar uporablja roko in seveda glavo, mislim, brez glave ni mogoče ustvarjalno, ko bi rekel, ničesar narediti. Ne? Zdaj, čeprav roka je osnova, zato sem tudi
v uvodu v študijo, ki je šla v knjigi, sem v bistvu napisal hvalnico roki. Ne? Hvalnica roka je tista, ki povezuje vse te avtorje. Vsi ti avtorji so v bistvu vezani na neko maestrijo, ročno maestrijo. Zdaj, seveda bo verjetno veliko očitkov, zakaj nekaterih avtorjev ni. Za vse to imam odgovor, imam svoj zagovor. Na vsak način pa je to 7 avtorjev, ki predstavlja vrhunec slovenske kiparske šole v drugi polovici 20. stoletja. Thank you.